Dragi moji, pozdravljeni nazaj na Alien kanal. Mečkam sem razburjena, ker je vzun obupan vreme. Ljudje smo bili redli na en soliden poletje žiškor, ful je bil lepo vreme in za nas zebe. V tej oblekci hočem biti cute in se moram zdaj valjda po dvema reflektorjema gre, da to sploh znosno. Tukaj imam 9 tople pijače, kavo in čaj, zaradi tega, ker me skozi zebe, čaj z ingverjem. Ampak veste kaj? Nič hudega, zato ker danes obdelujemo true crime, ki jih imamo najrajši in ta je ful hud zanimiv in rešili so ga z največjo pomočjo Snapchata. A jaz danes znam govoriti Snapchata in zato vem, da vam bo noro všeč. Ta cel primer se ekstremno vrti okrog laganja. A si se kdaj v življenju toliko lagal, toliko zabludil z lažmi, ki je bila ena na drugo in zato si prvo povedal s mojim mogu še drugo in tretjo in si toliko zaružil, da v bistvu ti ni nič drugega ostalo, kot da si pač nekoga umoril, mogoče 2 osebi. Ja, to se vsem dogaja. Ne, se ne hočem reči, vsi kdaj zaružimo z lažmi, sploh belimi lažmi, to so mejne laži, ampak da pa človek toliko zaruži s toliko velikimi lažmi, da ne vidi izhoda in da gre človeka ubiti, je pa next level. Oziroma ne, to je ta primer, o katerem bomo danes govorili. Da gremo kar začeti. Govorili bomo o Chandlerju Hendersonu in žalostno mi sploh ta ime izgovarjati v povezavi z morilcem, ki me toliko spominja na Chandlerja iz Friendsa in on je tako moj favorit, ampak ja, okej. Chandler je bil rojen Bartu, očetu in Christy Henderson leta 1998. Ja, kjer freaking baby. Bili so taka lušna all-American family, ker on je imel tudi še enega brata, bratu je bilo ime Mitchell in bil je 1 leto starejši. Torej imamo Mitchella, imamo Chandlerja, imamo Barta in Christo. Jaz se opravičujem, ker me že zdaj spet boli, tako da bom bolj po tih govorila. Tipični Američančki in smešno je tudi, ker so glaven del te zgodbe odvijal okrog 4. julija, ki je glaven tako ameriški praznik, pač 4th of July. No, Krista, mami od Chandlerja, je delala v customer serviceu in potem oče je delal v računovodstvu nekmu. Na hitro, kako bi lahko to familijo opisali, to, da so bili povezani, kolegi med sabo, veliko časa so skupaj preživeli. Recimo, oni so imeli v lasti in ful sem jim za to eno tako kočo, sred gozdov, pa tudi to simpatični bližini enega jezera. Imagine, pač to je bilo tako perfekt. To si bi jaz najbolj od vsega na svetu želela, tako kočico imeti v lasti. No, oni so jo imeli in ne samo, da so jo imeli, tja so redno hodili na družinske izlete, pohengat, kdaj za božič, tako idilično to zveni. Pa veliko časa so skupaj preživeli tam. Zdaj si pa naslikajmo leto 2021, to je čas med korono, med covidom, sploh v Ameriki, veliko teh stvari je shutdownanih, nič se ne dogaja, vsi neki delajo od doma in takrat je bil Chandler star 23 let. In vse to se odvija v Windsorju v Wisconsinu. Torej ja, če Chandler star 23 let, sklepamo, da študira, ja, on je hodil na univerzo oziroma na univerzo Madison in tudi vsi so to doma vedeli, vsi so ga podpirali in tudi starša sta pa zelo ponosna na svoja otroka. Pa ne samo to, imel je tudi part-time job, torej mogel biti res priden in sicer delal je v zavarovalnici. Tak, zelo random job, ampak itak je delal od doma, ne ker je hotel, ker so pač mogli takrat, ker nisi smel sploh na podjetje in ja. Poleg vsega tega ima pa Chandler tudi punco in tej punci je ime Catherine. Bila sta skupaj, mislim, da že nekaj 2 leti, imela sta se rade, vse je bilo super, tudi Catherine se je ful dobro razumela z njegovo družino, tako da vse je res perfekt, ali pač. V bistvu ja, perfekt, vse dokler Chandlerjeve globoke temne laži niso vsega zasrale. A veste, ko sem rekla, da je Chandler hodil na univerzo Madison? No, mogoče to ni bilo lih res. Zaradi tega, ker Chandler v bistvu že več let ni hodil sploh na to univerzo. In on je pač trdil, da on vse te lekcije in šolo ima prek Zoom callov, online, v Ameriki je to dejansko tako bilo. Ampak na eni točki, ker je bil le star 23 in je še vedno živel pod streho svojih staršev, sta starša rekla, ok, vse super, zaupava ti, ampak daj sem mečkam se pozanimaj, da zveva za tvoje ocene, kako ti gre, kako stvari narejenih, kako stvari ni narejenih. Sem tako, da je nama eno manuscript, oni temu rečejo, ne vem točen, kako bi bilo pri nas indeks, a bi bil indeks, popravite, me že dolgo meni bilo na faksu. In je tukaj Chandler začel s svojimi bizarnimi lažmi in sicer rekel je, ja, ni panike, bom se je zmenil z administratorji te univerze, da bojo vama posredovali te informacije. In kaj je on naredil? Nočem vam zdaj dati slabih idej,
zlobnih, slabih idej, ampak ja, on je ustvaril nove maile iz Scratcha, iz nič in se iz teh mailov pogovarjal s svojima staršama, predvsem z očetom Bartom. Ne vem, zakaj, če še to globoko v laž, ni preprosto fejkal tega indeksa od enega drugega sošolca v Photoshopu spremenil samo ocene, poslov, ne vem, zakaj tega ni naredil, mogoče zato, ker bi to naknadno v službi ali nekje preverjali, mi bilo lahko na sodišču sporno, ne vem, ampak zakaj to globoko v laž in pojo ni spelo dobro. Kava. Skratka, te administratorji, s katerima sta starša govorila, niso imeli dostopa do nobenih indeksov, oceni ničesar pomembnega, do nobenih listin in so se ves čas zgovarjali in on je tako zabredu, da je pojem ustvaril še en mail, še enega fake človeka, kao bo on zrihtal, ker on to drug ne more. Bizarno je, ta drug se je potem non-stop začel dogovarjati s staršema za dejanske Zoom sestanke. Prvič je bil ta Zoom sestank, nek Daniel je bil. Ime Daniela se bo pojavil pa še kasneje, ampak to je nepovezano med sabo, torej ta Daniel, ki je bil mail ustvarjen, je prvič rekel, en moj družinski član je zbolel za korono, covidom, tako da so prestavili ta sestanek in potem se je ta Zoom sestanek v nedogled prestavljal in tudi se nikoli ni zgodil. In ful je hecno, če bi ta njegov fotor, Bart, samo enkrat mečkan pogooglal, da bi šel za 3 minute na Google, bi takoj gotovo, da ta random imena in maili, ki jih je Bart uporabljal, pač preprosto ne obstajajo na tej univerzi ali pa mogoče sploh nikjer, ki so bili tako absolutno izmišljeni in fake. Ampak fora je, da ni važno, koliko bi Chandler želel to speljati, da to ni on preslej, če pride do policijske preiskave, potem policija direkt poveže IP naslov, od kjer so prihajale te maili, direkt nazaj na naslov od Chandlerja, ki je pa isti naslov, kjer sta živela tudi njegova starša in to se kasneje zgodi. In ni scary, da te nekdo lahko takole izsledi, sploh če googlaš kakšne stvari neprimerne, tako kot jih je tudi Chandler. In vas zanima tako iz firpce, ne iz napačnih razlogov, kako bi Chandler lahko gladko ušel temu sistemu. Če bi Chandler vklopil Surfshark VPN, se lahko pretvarja, da si iz kjerkoli na svetu. V 2 klikih povežeš svoj IP naslov z nekim random proxy kjerkoli na svetu in si istem. Noben ne ve, kaj delaš online in imaš popolno zasebnost. Če pa že nisi kriminalec, kot je bil Chandler in če ne googlaš nič bizarnega, pa še vedno ti to zelo prav pride, za naprimer to, da imaš celo Netflix bazo filmov. Imaš tudi cenejši online shopping, ker se lahko itak delaš, da si iz države, od kjer je ta trgovina. Tem je pa zraven še Surfshark One opcija, s katero tudi dobiš en kup bonusov, ampak meni najljubše je Surfshark antivirus, tako da si res totalno zaščiten online. Skrbi tudi za take redne skene tvojega računalnika in ga puca. Tako da, če cena svojo varnost in privatnost online, jo zaščiti s Surfshark VPN-om. Klikaj na linke spodaj v opisu tega videa, vtipkaj kodo Alenka in dobiš še dodatne 3 mesece zastonj. Na tej točki se verjetno že sprašujete, ok, kaj pa s tistim jobom, ki ga je imel? A je bilo to res? Ne, ni bilo res. On je kao, ja, delal od doma, zato zavarovalnico, pa tudi mislil se je tak full random, res random job. Se res simple fake, da delaš doma, ker si skozi nekaj na računalniku, čeprav v resnici nič ne delaš, ampak ok. In on je to laž glede joba tok delati zapelo, da je rekel, ojoj, ja, jaz tam tako pridno služim, ampak nič ne dobim plačan. In so doma rekli, kako ne dobiš plačan model, pa on tako, ves čas že pošiljajo na napačen naslov to plačo, ko oni očitno, ne vem, kako dobijo to plačo, ampak napačna oseba je dobivala to plačo in on je še vedno tam redno delal, čeprav ni dobival plačan. Ok, pazi zdaj to naslednjo laž. On je rekel, jaz sem tok amazing, da sem zdaj dobil, kar najdel so me, oni so mene kontaktirali od Elona Muska ekipa, so me kontaktirali, so rekli, da me rabijo, da delam na projektu SpaceX in oni mene rabijo in jaz bom to zdaj delal, ampak moram zaradi tega iti v Florido. In ja, on je imel absoluten plan zdaj iti v Florido za ta navidezen izmišljen job in s sabo je tudi povabil Catherine. In Catherine je bila navdušena, torej njegova punca je bila čisto, oh my god, ja, Florida, gremo, jaz te podpiram, super, gremo. In tam sta dejansko začela gledati hiše. Ne vem, kako da hek bi si to hišo prvoščil, ampak on naj bi prek tega SpaceX projekta dobival nekih 80 jurjev na leto. Tudi to mi ni čisto jasno, zakaj govorijo, da je to top plače, ker se mi zdi, da v Ameriki je to zelo, zelo povprečna plača, ampak njegova starša sta bila ekstremno navdušena, oh my god, kako je to dober job, mi da te ful podpirava, to je vrhunsko. In jaz sploh ne razumem več, kaj se tukaj dogaja. Sprav, zakaj je on lagal, da ima ta job in da bo šel v Florido, če je potem dojel, da ne more nič od tega speljati in je potem mogel valjda se spomniti novo laž, da je to speljal nekak. In na tej točki ne vemo, je bila to laž, je bilo to res, a se je to zgodil, ali je fejkal, v glavnem doma, kjer je živel pri starših, naj bi padel na polno dol po stopnicah. Naj bi. Nekaj se je mogel narediti, zato ker je potencialno imel rahel pretres možganov. Ampak, ko je on šel do tega dohtarja in prišel dam, je rekel,
da je imel ogromne poškodbe in sicer, da bi lahko imel in doživel paralizo. Imel je krvavenje v možganih, imel možganski aneurizem, imel je poškodbo živcev in imel je poškodbo hrbtenice. In on je okrog hodil z uno opornico za vrat, ker on je pač bil cel polomljen in glavno kasneje, ko so doktorji govorili o tem, kaj pravzaprav so rekli, ja, imel je minimalen mogoče pretres in dali smo mu opornico, ker je tok jamral, da ga tako zelo boli in vrat in glava, sam povem. Torej, Chandler je zdaj doma in okreva zaradi tega, ker tok zelo poškodovan, da ne more se ne pelje do Floride, ne more ne leteti do Floride, glavnice je v bogi. Ampak njegova starša, kot sem rekla, sta bila ultra ponosna in sta že razmišljala, sej prej bo okreval. Oni so tudi rekli od Elona Muska, da ga bojo čakali, ne v miru okreva, job ga bo počakal. In je oče Bart rekel, zdaj pa res čas, da se zavzame za svojega sina in mu poklical enega izmed glavnih na univerzi, da mi hudiča povejo, zakaj so oni administratorji tok neuporabni, zakaj mi noben odgovarja, zakaj mi noben ne preskrbi ocen, kaj se dogaja, in je končno prišel v stik z nekom, ki je pa dejansko delal na univerzi, kjer je direkt tja klical, in je bil to nek Omar. In je Omar povedal, ojoj, ja, ampak vaš sin ni prišel na univerzo že 2 leti. Nazadnje je prišel 2 leti nazaj, pa še takrat je hodil delno na zelo malo predmetov. Večino predmetov je padel, določene je naredil oziroma je dobil neko minimalno število točk, pa hodil je itak samo 1 leto, delno. In tudi Bart je takrat rekel, torej oče, ok, gospod Omar, a lahko samo preverite ljudi, s katerimi sem se pogovarjal, ker ne bi bili z vaše šole, oni namreč trdijo, da je vse super. In je valjda Omar rekel, ja, ti ljudje ne obstajajo, predvsem pa ne delajo tukaj pri nas. In potem je fotor ful tako filmsko napisal Chandlerju message, SMS, in napisal, govoril sem z Omarjem, I'm ready when you are. Torej, ko boš ready, bova govorila. Scary, ampak ja. In to se je zgodilo 29. junija 2021. In potem do 2. julija, torej 3 dni kasneje ali 4 dni kasneje, sta bila Bart in Krista pogrešana. In v bistvu je to odkril Daniel Kroninger, ki je bil pa zelo, zelo dober prijatelj in sodelavc od Kriste. On je taka svetla izjema od ljudi, ki je preprosto zavohal, da nekaj ne štima in je želel temu priti do konca in je res se potrudil in check-upal to situacijo, kaj hudiče se dogaja, ker mu je nekaj smrde. In res takoj, ko Kriste ni bilo v službo, ta prvi dan, ko je ni bilo, je bil on v noke, nekaj ne štima, jo je klical, spraševal, ker ona je res taka, da je vsakič prišla, vedno je bila v službi in če je že ni bilo, bi sporočila ali pa se upravičila ali pa nekaj. In njemu je bilo to res tako čudno, da je kasneje po šihtu šel svojo punco direkt k Kristi domov, torej tudi sem, kjer je živel Chandler in Bart in Mitchell in vsi, in je prišel in je gledal in mu ni bilo jasno, zato ker bi rekel, da vsaj ni bilo doma, ampak avtomobila od in Barta in od Kriste se bila direkt lepo parkirana v garaži in je tudi toliko potrudil, da je stopil na prste in večkrat gledal čez okna noter, kaj se dogaja, a je kdo doma, kaj je. In vse, kar je videl, kar bo pol mečkam pomembno, je to, da je bila ena mizica za kavo obrnjena na glavo, ker je bilo že malo sas. In tudi potem je počasi ven prišel Chandler, noben drug kot Chandler. In Chandler je rekel, ja, ni panike, nista nič sporočila, šla sta v tisto našo kabino kočo, ki jo imamo ob jezeru, počitniško kočo. Logično na tej točki, če to sin mu rekel, se je on pomiril in kakor sem prej rekla, vse to se dogaja okrog 4. julija, 4th of July, največji njihovi prazniki in to, da gre takrat ena družina tako v eno kočo ali kamorkoli praznovati, sploh ob jezero, je več kot normalno, klasika, res čista klasika in se je on umiril. In Chandler mu je tudi rekel, ja, ne dobivaš je, ja, valjda, make sense, tam pa res ni signala. Tle se ful čudne stvari začnejo dogajati, pač ta Chandler je bil tako totalno kuku, če mene vprašaš. In je pisal 4. julija, se pravi, ko staršev ni bilo doma, je pisal temu Danielu, sem rekla, da je Daniel sama, ta sodelavc od mami, mu je napisal, jaz sem drugače sam, a lahko pridem z vami družinsko praznovati. In je Daniel rekel, ja, valjda, in je prišel Chandler k njemu dam. In so hengali se družili in predvsem je Chandler hotel povedati in razložiti, da je vse v redu in da prideta v ponedeljek, torej starša, domov. Daniel je pa zelo dobro vedel, da ne bi imela takrat Krista tudi en zelo pomemben zdravniški obisk, imela je nekaj za zrihtati, ne vem kaj, ampak je res nujno mogla biti tam, ker je ves čas o tem govorila, o tem razmišljala in se je pomiril kao, no valjda, do takrat bo pa že nazaj. Ampak prišel je ta ponedeljek in Kriste ni bilo. Ne v službo, ne nikamor, verjetno tudi ne na pregled, In na tej točki bil Daniel tisti prvi, ki je rekel, to res ni okej, jaz ne vem, kje sta tvoje starše, dajva mi da to zrihtati, pa jeva prijaviti kot pogrešane osebe in dejansko sta šla.
Smešen mi je, da noben ni šel direkt takoj do koče, mogoče ni bila tako blizu, ne vem, ampak Chandler je ful sodeloval. Ne samo, da je sodeloval s policijo, je tudi hodil do sosedov in to tudi posnetki obstajajo, ko je hodil do najbližjih sosedov, pozvonil in spraševal, a kdo kaj je videl, a je bilo komu kaj čuden, a kdo ve, kje sta njegova starša. Dejansko toliko se je zagrel model. Policiji pa rekel, avta sta zato doma od njiju, ker sta one dva šla z enemu drugmu parom, ki jih je random na cesti pobral in so šli. Pač ta zgodba je nesmiselna. Da otroka ne veste nič o tem, da starša sploh gresta. Recimo Mitchell, ta drug brat, sploh ni vedel, da kamorkoli starša gresta. In policija teh zgodb veliko pozna, kaj je tipična zgodba in kaj je izmišljena stvar. Oni imajo občutek za to in se mi je zdel kar nekaj. In tudi na tej točki po mojem že razumemo, da so Chandlerjeve laži res messy in sassy in štoraste in se začnejo spotikati in tukaj so stvari začele razpadati in Chandler je tudi, mislim, da čez par dni imel potem prvo zaslišanje in na tem zaslišanju so mu rekli, tole ni več samo izpraševanje, to je zdaj zaslišanje tebe, ker tvoje laži več ne pašejo skupaj. Vemo, da nekaj skrivaš, povej resnico. Predvsem je to izviralo iz tega, ker je spremenil zgodbo iz tega, da jih je en par naložil starše v to, da sta mogla nujno iti do te koče, ker je bila ena nesreča v povezavi z napeljavo vode, torej z vodovodom, whatever, kar nekaj. Ampak fora je, da in ta njegov brat Mitchell, ki je bil šokiran in prestrašen, je šel valjda k tej koči te dni in istočasno je bila tam že policija. Logično. In so se oni tam dejansko srečali, ko so bili istočasno tam in ko so raziskovali to kočo, je bilo zelo očitno, da tam že zelo dolgo ni bilo nobenega. In tudi po tem zaslišanju od Chandlerja so mu rekli, sorry, lej si aretiran, preveč imamo čudnih dokazov proti tebi, predvsem pa zaradi tega, ker je lagal oziroma spremenil zgodbo, ker je pa tam veljalo za ilegalno. Tukaj se pojavi ena lastnica farme, ena lastnica kmetije, imela je tam neko zemljo in točno ona je prišla in rekla, jaz sem tega fanta, Chandlerja videla na tej moji zemlji. Nimam pojma, kaj je počel, ampak se je zelo čudno obnašal. Ni lih takrat pomislila, da je kaj to groznega, ampak nekaj je bilo. Valjda se je šla policija takoj tja na to farmo, na to zemljo in brez da bi se sploh trudila zelo raziskovati in iskati, takoj so najdeli torzo oziroma trup, zgornji del od Barta. Rabili so nekaj časa za identifikacijo, ampak so ga identificirali. Torej samo nek zgoren del, kar že avtomatično pomeni, da ga je nekdo mogel razrezati na te dele. Zdaj ne vem, tisti gledate zadnjih mojih, ne vem, 4-5 videov, veste, da čisto vedno po krajemu zraven nek razkosanje, razreženje, pač vedno, sploh ne vem, kaj se dogaja z temi zločini, ampak ja. In 10. julija je torej Chandler obtožen razkosanja, skritja trupla in pa umora. Enega človeka. Vsi se sprašujejo, kje je Krista, ali je potencialno še živa, ali pač mora samo truplo najdeti. Tukaj pa pride v igro Snapchat z zelo pomembnimi detajli in sicer prek njegove punce, Catherine. Kera carica dobro je razmišljala, ker pač Catherine in Chandler sta bila skupaj nekaj časa, ampak ona mu ni popolnoma zaupala, zaradi tega, ker je on enkrat jasno povedal, da je v preteklosti varal. In je rekla, ok, pač bova skupaj to, ampak mogoče imam eno željo in sicer deva si šerati lokacije. Jaz tega nikdar ne bi hotela sicer šerati in vedeti z nekom, ker pač hočeš zaupati, ampak Torej, da je ona prišla k njemu domov, torej k Chandlerju 2. junija in sta pohengala in on ji prej dejansko rekel, ne prinese zelo čudne stvari in sicer led, hydrogen peroxide in Swiffer. Sem pozabila pogooglati, kaj je, tako da bo tle slika. Ne je bilo to itak čudno, ampak je normalno prišla, sta hengala, on je rekel, da je to rabil zato, ker se je urezal v eno steklo in potem je tudi videla to steklo razbito in je bilo vse pač kao normalno in je pa je tudi prespala. Ampak zjutraj je on njo zelo hitro napodil, v smislu, ojoj, res se mi mudi, imam ful dela, danes ful imam opravkov, pej domov, pa se bova slišala in videla. In je bilo to ful čudno, ko je pomislila, ojoj, aj druga bejba v igri, a ne? In je tisti dan 3. julija veliko bolj spremljala njegovo lokacijo. In ona je videla njegovo lokacijo ob Wisconsin reki. In kakor je bila cool in smart, je šla do policije, je rekla, še screenshot imam, upam, da bom najdla sliko, da se je on tle nahajal in meni ni bilo jasno, zakaj bi bil tam, s kero si bil, kaj si delal, a ne? Ona je to screenshotala zato, da bo njemu potem povedala, kje si bil, povej, razloži mi, ker imam pač dokaz. Ni pa lih verjetno razmišljala, da gre za kakšno truplo in ja, ko je policija prišla tja, do te reke, do one lokacije, so najdeli truplo oziroma ostanke od Kriste, njegove mami. In na tej točki je Catherine in policiji ratali jasno, da ko sta bila ona dva pri njemu doma,
doma in ko je ona prespala, ko je to gnusno, sta bila trupla takrat že v hiši oziroma so se določene stvari zgodile. In sicer on je poskušal oba trupla zažgati, razkosati in zažgati in to je tudi počel in to v lastnem kaminu. In zdaj, da si naslikaš idejo, da je otrok, 23-letni otrok, svoja starša razkosal in v lastnem kaminu doma probal zažgati, da se znebi trupel, je fukjeno, po domač povem. In pa lahko tudi razumete, da one delčke, ki jih je skrival, so bili pač tudi zažgani in težko jih je bilo identificirati in cel ta primer je bizaren. In v tistem kaminu doma so tudi najdeli več kot 2000 delčkov nekih kosti in so res videli, da se je tam dogajala bolnišnica. Moram vam povedati še Google search od Chandlerja, ker pač ta tip res ni daleč razmišljal, zato pač rabiš imeti Surfshark VPN. Ne, pač pazite ta Google search. Body found Wisconsin. Woman's body found in Wisconsin. Wisconsin dismembered body found. In tako naprej. In on je tako daleč iskal, da je šel toliko detajle, da je napisal BBB, truplo najdeno 2021, BBB, truplo najdeno in zraven še imena svojih staršev. Tako daleč je šel, tako je bil butast, v glavnem nimam besed. Pa to sploh ni bilo dolgo časa nazaj. Ker bi pričakoval, da taka mularija ve, na kakšne še načine te policija najde. V glavnem po vseh teh obtožbah in po vseh dokazih je bil on normalno zaprt. Dosmrtno, do konca življenja, brez možnosti pogojnega izpusta, ampak je imel zadnji stavek, preden ga je izjavil, preden je šel v zapor, pač to imajo dovoljeno in je rekel, če katerikoli odvetnik to zdaj gleda, naj me kolapa, naj me pokliče, da se zmeniva, da mi še malo pomaga, da bom dobil možnost manjše kazni, a ne? In ga je dejansko en odvetnik najdel in jima je uspel, da se je iznebil 2 stvari, katerih je bil obtožen. Še vedno, čeprav razumem, bo do konca življenja v zaporu, ampak ja. Pridno mi zmanjkuje časa na kameri, tako da bom samo še rekla, da je res nor primer in rajš nadaljujemo debato, kva si mislite v chatu, ker pač it's insane. Pač več kot očitno se mi zdi, da Chandler ni mogel biti zdrav, pač patološki lažnivec, ampak verjetno tudi psihopat. In zato mi je mogoče čudno, da tega prej niso opazili ali pa mogoče dvomili o tem, da res non-stop vsem samo laže. Kako ga niso prej ujeli na teh lažeh, ne vem. Ampak ja, da vas spomnim, da zaščitite svojo online varnost s Surfshark VPN-om in kakor veste, dol je link, vtipkate kodo Alenka in dobite do 3 mesece zastonj. Pridni bote, radi se imejte, komentirajte, lajkajte, naročite se, ker nas bo kmalu 50 000. Alien Mama out. Bye.